Dober večer vam voščim. Kako se pa kaj vi soočate s trenutno aktualno krizno situacijo? Ste za kakšno stvar, za katero ste mislili, da jo nujno potrebujete, ugotovili, da je v resnici sploh ne? In začeli ceniti kakšno takšno samoumevno stvar, kot je zdravje? V teh dneh velikokrat slišimo opozorila, da lahko za svoje zdravje največ storimo sami. Kako? O tem se bom nocoj pogovarjala s svojim gostom. To je dr. Nikola Krstič, prihajate iz podjetja Mic Mengeš in ste že naš stalni znanec, tako da vas naši gledalci in gledalke poznajo. Dober večer voščim. Dober večer, dober večer. Nocoj bova govorila o imunskem sistemu, morda pa vas za začetek vseeno povprašam, kako se kaj vi trenutno soočate s trenutno situacijo? Ja, delim vso do drugih, a veste. Upoštevati je treba ta navodila, ki smo jih dobili, da smo na distanci, da skrbimo za higiena rok, umivanje rok, da smo doma, in tako naprej. Vse te stvari je pač treba upoštevati. Mislim, da je prav, da se nam to dogaja, čeprav so to tudi razmerja, ko nam manjka tiste življenjske dinamike, manjka nam teh medsebojnih odnosov in tako naprej, ampak je treba potrpeti, ker dejansko gre za nekaj posebnega, nekaj, kar sploh nismo nikoli imeli priliko, sploh tega ni bilo, te bolezni med nami ni bilo, je ne poznamo, ta virus, ki se je pojavil, je nekaj novega v naravi, in nam dejansko streže ne samo po zdravju, ampak tudi po življenju. Dejansko je tako, veste, medicina ne pozna recimo razmera, ko bi se pljučnica pojavila v obeh pljučnih krilih v tako izdatnem obsegu, kar je življenjsko nevarno, se človek dobesedno pri zavesti duši, in tako naprej. In to je koronavirus, to je recimo v tej najbolj izraziti obliki, njegova ta rušilna moč. Nekaj novega, nekaj posebnega in tu smo in zdaj treba se pač boriti. Pri vsem skupaj, pri teh ukrepih, ki jih je treba skozi dati, je smiselno, da vztrajamo, da potrpimo, da se nam med tem časom tudi pomalem, seveda tudi naša skupna odpornost proti tem virusu razvija, govorimo o prekuženosti, vse se razumemo, to se zdaj pač razvija, ampak je pa tako, če bi se preveč to razvijalo, če bi bilo preveč te okuženosti, pa to življenjsko nevarno, pa spet ne moreš, tako da to je zdaj ena taka pot, ki jo moramo skozi dati. Zdaj, koliko časa bo trajalo, bomo videli. Tu so napovedi veliko večjih strokovnjakov, negotove, noben pravzaprav ne ve. So sicer določene izkušnje, tam, kjer se ta virus najprej pojavil, ampak kljub temu ne moš prenašati iz njihovih razmer v naše. Mi smo en tak majhen otok, naša ljuba Slovenija, bodimo patrioti, sredi te velike Evropske unije, ampak recimo, že naš najbližji zahodni sosed kakšne težave ima. To vidimo, mislim, kaj to vse skupaj lahko pomeni. Tako da tudi sama razmišljam tako, da je pač treba potrpeti, treba je skozi to iti, ampak še ena zadeva, in mislim, da je prav, to se sicer že dogaja, ampak dajmo to še okrepiti, to, kar ste recimo lepo na uvodu povedala. Dajmo se pogovarjati o našem imunskem sistemu, o naši odpornosti. Tu si lahko marsikaj povemo, Jaz mislim, da je tle še veliko možnosti na vseh razsežnostih, da naš imunski sistem
vseh slovenskih ljudi, vsakega posameznika in nas vse skupaj, da okrepimo, da postanemo bolj odporni, da nam kjerkoli virus že pride, naredi zaradi tega bistveno manj škode. Pa še nekaj bi pripomnil, mogoče je prav, da se tudi povemo, zakaj pa ne. Letošnja gripa, ki je bila nekaj mesecev nazaj, nekaj tednov, mogoče mesec ali nekaj takšnega pred koronavirusom, kako huda je bila. To zdaj spet nekaj pomeni. Da je dobro, po eni strani jaz nimam informacij, mogoče je virus bil tako agresiven, ampak kakorkoli, moramo tudi razmišljati, kaj pa če pa naša imunost, naš imunski sistem, če ni bil ravno najboljši, ker jaz se ne spomnim, pa imam že kar nekaj kilometraže, sem zdaj kar nabral nekaj desetletij, in v vsej svoji karieri se ne spomnim gripe, ki bi tako spraznila naše razrede po osnovnih in srednjih šolah. Tega doslej ni bilo. To se je zgodilo, zatem pa ta koronavirus, ta je pa še dodatno usekal in tako naprej. To se pravi, še enkrat ponavljamo, smiselno se je pogovarjati o našem imunskem sistemu in mogoče preklicati še nekaj, kar ni bilo toliko med nami prisotno, s čim lahko še imunski sistem okrepimo. Mi smo se tle že pogovarjali o imunskem sistemu v oddajah. Jaz sem tle že kar malo postal dokaj stalni gost, pa če se spomnite, smo rekli, ko imamo več energije, tudi naš imunski sistem je močnejši, kar je logično. Če je več energije, vse v telesu je močnejše in je močnejši tudi imunski sistem. In to smo rekli, da lahko naredi nam vse skupaj okrepi v tem energijskem smislu, biokinon, Q10, biokinon Q10. Tega je tudi premalo v Sloveniji, premalo ga je. Potem smo rekli tudi, to je recimo energijski en tak imunospodbujevalec, stimulator se mu lahko reče, Potem pa, kaj lahko še, o tem je bilo že govora, Potem recimo, kaj nam še krepi imunski sistem, bioselen plus cink, smo imeli tudi kar razgovor o tem, to je gradnik imunskega sistema, Zdaj pa imamo pa še nekaj, kar je bilo pa mogoče še najbolj zanemarjeno. To pa je ta vitamin D3, Pa sva pri današnji temi. Nisem uporabil prehude besede, veste. Nisem bil prehud, če sem rekel, da mogoče je bilo preveč zanemarjeno. Resno, to mislim, da je tle med nami ena precejšnja možnost, No, ampak za odpornost, recimo se vsi veliko pogovarjamo o tem, da se je treba gibati na svežem zraku. Da je potrebno uživati veliko raznovrstne zelenjave in sadja. Tako je. To ni dovolj? Ni dovolj. Prej smo rekli, da recimo v idealni prehrani dobimo samo eno petino, eno šestino Q10, ki ga rabimo, govorimo tako masovno, Potem smo rekli, da nam selena res primanjkuje, da Slovenija revna na selenu, da nam v vodi ga primanjkuje 20-krat, v hrani 3-krat primanjkuje in tako naprej. Definitivno nam ga primanjkuje, Pri vitaminu D3 je pa podobna zgodba, veste, pri vitaminu D3, podobno, Ga imamo res, kakor bi ga rabili, ga imamo premalo. Vi pravite, da je pravzaprav uporaben na vseh koncih in krajih našega telesa, če se prav spomnim, da sem povzela in da je pomemben za pravzaprav vsako našo celico. Kako, dajte nam to malo razložiti. Vitamin D3 je spet en tak dejavnik, ena taka posebna življenjsko pomembna snov, ki jo potrebuje vsaka celica za svoje normalno delovanje. Vsaka celica, veste, recimo za posamezne snovi, celice imajo vstopne točke. Recimo ena celica, če si tako predstavljamo, pa eno okence, skozi katere recimo te določene snovi
grejo noter, ki so potrebne za življenje. To so hranljiva, to so razni ti vitamini in tako naprej, to je tudi Q10 in tako naprej. Ne? No, in zdaj za nekatere recimo je značilno, da nekatere celice imajo ta okna za ene snovi, nekatere imajo za druge snovi, ampak za vitamin D3 ga pa imajo čisto vse. Čisto vse celice našega organizma potrebujejo vitamin D3. A ne? Tako da vidimo, a ne, da je to pomemben za vse, kar imamo v telesu, rabi vitamin D3. In začne se že pri dojenčkih, ne? Priporočajo ga že v porodnišnicah za čisto... Tako je. Pravzaprav se je stvar z vitaminom D začela prav pri otrocih. Vse veste, rahitis in tako naprej. In to je bilo zgodba, mislim, da prihaja iz nekdanje Anglije, ne, v zgodnjem kapitalizmu, ne, ko so pač ti otroci revnih staršev živeli v zaprtih prostorih in tako naprej, brez sončne svetlobe dovolj in tako naprej. In se je potem videlo, da te pač njihove kosti so postale kar malo mehke, in so se skrivljale v obliki črke O, v obliki črke X, rahitisa in tako naprej. No in so pa istočasno videli, ker znanost je napredovala, medicina se je razvijala in so videli, da vitamin D3 pa tukaj to okrepi. In zato od tam izvira to, da otroci morajo dobiti AD3 kapljice. Vitamin D, da je to za premeja, ko se otrok začne razvijati, mu že to dodajo in tako naprej. Potem pa se je stvar tudi razvijala, seveda to je bilo bolj v povojih, vse skupaj, in recimo, ko so videli, da starejši ljudje imajo slabe kosti in tako naprej, so se spomnili, glej, vse smo tam, ko smo dodali vitamin D3, se je kost okrepila in tako naprej in so dejali še starejšim ljudem. Problem je bil v tem, da se takrat ni dovolj natančno merilo, koliko je tega vitamina D3, da to je bilo pač neraziskano, da so pač enostavno dodajali zaradi tega, ker so imeli izkušnjo iz bolj zgodnje življenjske dobe in so jo samo prenesli k starejšima, pa spet recimo kapljice, in ta odmerek je bil, veste, vse to se bojo, mislim, naše gledalke in gledalci spomnili oziroma bojo videli, to pa jaz jemljem toliko, in recimo zdaj pri nas, pravijo, jemati koliko je že, 35 kapljic na teden, 5 kapljic na dan, tega vitamina D, samo to je daleč premalo. To je daleč premalo. In zdaj smo prišli recimo do tiste točke, o kateri bova nocoj malo več govorila. Zato je dobrodošlo tudi, da povabiva najine gledalce. Če imate kakršnokoli vprašanje na temo vitamina D3 ali pa morda kakšno drugo sorodno temo, tukaj imate gospoda Krstiča, ki vam lahko nocoj odgovori na vaša vprašanja, tako da povabljeni k sodelovanju. Doktor Krstič, rekla sva torej, da ga lahko vitamin D3 dobimo iz živil. Najbolj znano je verjetno to, da ga pridobivamo tudi na sončni svetlobi, torej če se dovolj nastavljamo soncu, vendar to še vedno ni dovolj, ne? Ja. Torej, pravzaprav je nekako vitamin D3, torej pravimo vitamin. Za vitamine je značilno to, da jih telo ne more samo ustvarjati, in da jih dobimo samo od zunaj. Saj veste, vitamin B, vitamin C, vitamin recimo A in tako naprej. To vse moramo dobiti s hrano. Hrano, mislim. Zato je vitamin, to je značilnost vitamina. Ampak očitno je tudi pri vitaminu D3, pri vitaminu D je tudi ta značilnost prevladala, kar pomeni, da nismo učinkoviti, ko ga sami
ustvarjamo. In dejansko je to res, veste, dejansko je to res, a ne, žal je tako, ne, lahko tukaj marsikaj postorimo, a ne, lahko se, recimo, gremo na eno sončno kopel, jaz sem v recimo zadnjih 15-20 letih se večkrat pogovarjal z starejšimi ljudmi, pa sem rekel, gospa, privoščite si sončno kopel. Ja, kaj pa je to? Tega mi še noben ni rekel, sončna kopel. Sem rekel, ja, ko je zunaj sončen dan, odprite okno, pa se lepo nastavite sončnim žarkom, a ne, je pa res tudi to, ne, da imamo tudi obratne nasvete, a ne. Bova sprejela in telefonski klic pa potem nadaljevala, ker imava malo več časa. Dober večer, komu? Ja, dober večer, gospa. Hvala lepo pozdravljena. Reče gospodu doktorju, če mi lahko pove, če to pride v poštev za spondilitis imam, pa za kifozo. Mislim, da vas je slišal, pa morda kar ostanete na vezi, da vam tudi odgovori. Ne, bom poslušal po televiziji. Dobro, hvala lepa, lahko noč. Ja, zdaj, gospod je omenil kifozo, ne, pa spondilitisa, ne, na vsak način je dobrodošlo. Dobrodošlo je, a ne, vendar tisto specifično terapijo, ki jo ima, ne, pač, a ne, pri specialistu je treba izvajati, treba upoštevati, ne, vitamin D bo pa sigurno dobrodošel. Bo dobrodošel, definitivno. Že recimo iz tega, kar smo povedali prej, a ne, da je dobrodošel za vsako celico, ne. Tukaj za zdrave kosti, ne, no, tu smo nekje pri tej, a ne, diagnozi smo pač blizu, a ne, je pa prav zdravstvena trditev, potrjena mednarodna zdravstvena trditev, ne, da je za zdrave kosti, a ne, vitamin D zelo dobrodošel, a ne. Pa mimogrede, če še povem, a ne, kar je tudi prav, da se pove, ne, tudi za zobe je zdrav. Vitamin D3 je zelo primeren za zobe, ne. In to je pa spet znan problem, a ne, mislim, v drugi polovici srednjih let pa v tretjem življenjskem obdobju. To so znani problemi, kosti, zobje in tako naprej. Tako da to je to. Tudi lasišča, recimo, ne, tudi to je znana zadeva, ne, da je vitamin D dobrodošel za močnejše lasišče, ne, med drugim tudi vitamin D, a ne. Ja, smo potem... Ostala sva pri sončni kopeli oziroma ravno o obratnem učinku. Ja, tu zdaj, a ne, veste, ljudje se, ko slišijo recimo, ne, da sonce lahko povzroča kožnega raka, lahko je nevarno za melanom in tako naprej, a ne. Zdaj, če je nečesa preveč, se to dogaja, ne. Ampak jaz mislim, da to preveč, mislim, sonca, ne, težko bomo to dosegli, no, mislim, mene to ne prepričuje ravno ne vem koliko, ne. Mislim, res je to, mi smo se učili, veste, ne, da recimo pri mornarjih, ne, na dolgih plovbah, na starih ladjah, včasih recimo, ne, je bilo veliko kožnega raka zaradi izpostavljenosti soncu. To je pa zdaj razumljivo, ne, veste. Recimo en mornar, ne, ki je delal na palubi, a ne, on je bil, 12, 14, 16 ur izpostavljen soncu. In še recimo, če so bili v tropih, je to bilo hudo, najmočnejše sonce. Naše razmere so mečken drugačne, a ne. So mečken drugačne. Tako da jaz brez težav, mislim, stari mami ali pa staremu ataju, ne, ali pa recimo nekomu v srednjih letih, a ne, svetujem, a ne. Naredite to, mislim, privoščite si sončno kopel, izpostavite se soncu, a ne. Poleg tega pa, mislim, veste, ti mornarji so bili, v tistih mornarskih majicah, a ne, ali pa so bili celo do pasu nagi, ne, ne, mislim, tako je bilo, ne. Pa pogledajte, koliko smo mi oblečeni, a ne, mislim, a ne. Ne, tako da te nevarnosti, po moje, da ni toliko, ampak dobrodošlo pa je zaradi
Vitamina D3, a ne? Zdaj pa tudi tukaj, a ne, kar je priporočljivo in je to znano, veste, to je tudi znano, da recimo iz ene zdravstvene statistike je znano, ko je letni čas z veliko sonca, a ne, je umrljivost bistveno manjša. Ste? To pa zdaj spet tudi vpliva preko vitamina D3, a ne? Ko je sonce, nastane več vitamina in ta vitamin D3 je tako močan, tako okrepi imunski sistem, da se pol to pozna tudi na pojavnosti raka. Resno govorim. Res je tako, veste, na pojavnosti raka in tudi na sami umrljivosti. Točno učinkovitost, točno moč pravzaprav ta vitamin D3 ima. No, ampak prej smo pa govorili, a ne, da ga je premalo. In to je resen problem. To je resen problem. Vitamina D3 je v naših telesih, a ne, ko vse generacije skupaj pač pogledamo, daleč, še vedno premalo. Ne? Statistike so nedvoumne. Ne? Na zaslonu imamo en graf, ki prikazuje, kakšna je odvisnost pojavnosti raka od vitamina D3, ki ga imamo v krvi. A ne? In zdaj tukaj na levi strani od spodaj, a ne, so nizke ravni vitamina D3 v krvi in potem takoj vidimo, da krivulja je zelo visoko gor. A ne? Tako da tam je številka tukaj, a ne, 1700 pa nekaj, a ne? Ko se pa povečuje količina vitamina D3 v krvi, pa pojavnost raka bistveno pada. Tako da tam recimo te vrednosti na začetku so okrog pod 20, recimo enih enot 20 nanogramov na mililiter krvi, a ne? Ko pa to raste na 30, to se pravi, to je tista prva številka, pa potem pa že zelo pada. Tako da pri 30 pade že skoraj na 1000, a ne, nekaj na 1000, a ne, ko pa je pri vrednosti 40, pa že pade tam na 500 pa nekaj, a ne. Bova sprejela telefonski klic. Dober večer, komu? Jo, bog daj. Pozdravljeni. Jožef Limboša. Povejte. En problem imam. Jaz to imam prehlad. Ja. Kaj vi priporočate, kaj bi lahko to bilo? Kako lahko to malo? Kako pogosto imate prehlad? Kako pogosto? Vsaki mesec. Vsaki mesec? Vsaki mesec. Ja. Ja, glejte, poskusite to, kar smo danes že recimo povedali, ne, kaj vam lahko pomaga. Vi si lahko okrepite imunski sistem z tem, kar ravnokar govoriva, recimo z vitaminom D3, a ne? Da bi ga, a ste ga kdaj jemal? A ga poznate? Ja, ne vem, ampak koliko pa bom to pa videl? Koliko ste pa ga jemal? Na 2 tableti. Kako? 2 tableti. 2 tableti. Aha, pa ne veste, koliko je bilo enot to, koliko enot? Daj pa ne vedi. Aha. Dobro, bom to komentiral, veste, to glede dosedanjega jemanja vitamina D3 bom komentiral, a ne? Potem recimo, poleg tega pa vam lahko pomaga tudi bioselen plus cink, o katerem smo zadnjič govorili, ne? Bioselen plus cink pa vitamin D3, recimo, če bi se poslužil, to poskusite jemati, no? Bom zdaj poslušal, pa ja. se čujemo. V redu, ok.
Hvala lepa za, Ja, hvala lahko lepa noč, za lahko klic, noč. lahko noč. Bova kar odgovorila? Vse gospodu sem že odgovoril. Ne? Mislim, on pravi, da ima pogosto prehlade, da vsak mesec mu to pride. To je malo preveč, a ne? To je malo preveč, a ne? To se pravi, da lahko sklepamo, da je nekaj z imunskim sistemom, a ne? Da ima tu prijemališče pač njegovo zdravstveno stanje, da so tu njegovi problemi, a ne? In zdaj za krepitev imunskega sistema smo pa rekli, v energijskem smislu mu lahko pomaga biokinon, v smislu, da izpopolni svoj imunski sistem je bioselen plus cink, ne? Pa tudi, mislim, današnji ta vitamin D3, o katerem govorimo, mu tudi lahko tukaj izdatno pomaga. Tako da na vsak način pa uravnotežena pestra prehrana, dovolj gibanja, dovolj spanja, zdravo življenje, ne? Empatija do svojih soljudi in tako naprej, vse to mora biti, ne? Kar se pa tiče krepitve imunskega sistema, pa to troje oziroma danes tudi s poudarkom na vitaminu D3, da lahko tukaj pogleda, koliko, on je rekel, da jemlje 2 tableti, zdaj po dosedanjih takih bolj takih splošnih izkušnjah, so to tablete, ki so imele po nekaj 100 teh mednarodnih enot vitamina D3 in to je premalo, ne? To je premalo, to se je izkazalo, da je premalo in je treba to podvojiti, potrojiti, ne? Dobesedno, podvojiti, potrojiti, ne? In potem to vzdrževati, ne? Tako, to bi bil en tak odgovor za pogoste prehlade, ne? Odlično, hvala lepa. Ja. Ostanite z nama, pridruživa se čez nekaj trenutkov. Dobrodošli nazaj v studiu. Še vedno, če imate kakšno vprašanje za doktorja Krstiča ali pa se vam bo porajalo tekom pogovora, pravi čas je, da nas pokličete, mu zastavite vprašanje in že danes dobite takšen odgovor, kot ste si ga morda želeli slišati, ali pa si ga niste želeli, pa boste s tem vseeno izboljšali svoje zdravje. Dobrodošli torej, da pokličete na izpisano telefonsko številko. Doktor Krstič, v uradnem listu Evropske unije o vitaminu D3 pišejo o samih superlativih. To je vendarle verodostojen dokument, kaj piše o njem, o tem vitaminu? Ja, tu gre za strokovni uradni list, ne? Strokovni pač uradni list so najprej recimo mnenja Evropske agencije za zdrava živila, a ne? Potem pa so pa te zdravstvene trditve, ki so išle v tem strokovnem uradnem listu, so celo potem objavili tudi v tem pravnem uradnem listu, tako da te zdravstvene trditve so nekako postale še bolj nekako verodostojne, še večjo moč naj bi imele, a ne? In zdaj pač jih imamo zato, da se to upošteva in da se jih v dejavnosti, v izvajanju zdravstvenega varstva čim bolj upošteva. Kot rečeno, prej sva rekla, da imamo še veliko možnosti, da to pri nas naredimo, ker dejansko vitamin D zasluži večjo veljavo, kot jo sicer ima pri nas v vsakdanjem življenju. Večjo veljavo zasluži. Zdaj, katere so te trditve? Prej smo navajali, recimo, da je pomemben za zdrave kosti. To je uradna trditev. Tam recimo v tisti pač opredelitvi v uradnem listu piše, vitamin D prispeva k ohranjanju zdravih kosti. Potem prispeva k ohranjanju zdravih zob, to sva tudi že ravno kar pred nekaj minutami povedala, Potem skrbi za normalno raven kalcija v krvi, to je zelo pomembno, ker
Pri nas je znana osteoporoza, ne? Osteoporoze je veliko, ne? No in prav tudi pri osteoporozi se vitamin D izrecno svetuje, a ne? Naprej in mogoče tisto, kar je pravzaprav najbolj in zanimivo, zdaj težko recimo govoriti o pomenu, kaj bolj pomembno, kaj manj pomembno, ampak izstopa torej, naprimer, a ne, da je vitamin D3 prispeva k delovanju imunskega sistema in tu je zelo močan in ima vlogo pri delitvi celic. Prej, ko smo gledali grafa, ne, odvisnost pojavnosti raka od ravni vitamina D3 v krvi in smo videli, če je vitamina D3 malo oziroma premalo, a ne, se pravi, tam pod eno kritično vrednostjo, tam nekje mejna vrednost za normalno funkcioniranje človeškega telesa je okrog 40, a ne. To pa je pa v naši celotni populaciji pomaknjeno precej stran od 40. Tam že blizu 20 smo, pri starejših pa sploh tudi pod 20 včasih, a ne. In zdaj, če je imunski sistem odvisen od vitamina D3, če je vitamina D3 premalo, seveda potem imunski sistem slabše deluje, a ne. Če recimo smo prej rekli, da je vitamin D3 pomemben za pravilno delitev celic, ko je vitamina D3 premalo, ta delitev ni pravilna in za rakave celice je znano, da se noro delijo, a ne, noro se delijo, mislim, ne brstijo, a ne, in tako naprej, a ne. No in to smo pa na tistem grafu točno videli, a ne, ko je vitamina D3 premalo, a ne, je raka več, a ne, rak se razmahne v takšnih razmerah in mu pomagata tu in imunski sistem, ki je slabši in tudi sama delitev celic, ki ni kontrolirana več, a ne, se potem rakave celice, a ne, enormno hitro razmnožujejo. No, tukaj na tem grafu, če ga še malo pokomentiram, prej smo rekli, a ne, majhne vrednosti vitamina D3 v krvi, a ne, tam 20 in pod, a ne, je najvišja vrednost pojavnosti raka, ne. In ko recimo se to povečuje, a ne, 20, 30, 40 teh enot v krvi, a ne, potem, a vidite, kakšen upad, ne, strm upad, a ne, strm upad. In to bi bilo fajn, da čim bolj se temu približamo, ne. Danes imamo situacijo takšno, a vidite recimo to, kar je sivo na sliki, a ne, kako je premaknjeno na levo, a ne. To pomeni, koliko ljudi ima premalo, ne. Če bi bil ta graf premaknjen na desno ali pa vsaj, če bi bil nekako simetričen, a ne, to bi bilo tisto, kar bi bilo nekako sprejemljivo, tolerantno, ne, bi mi lahko rekli, da nekaj obvladujemo. Zdaj pa ne obvladujemo, z vitaminom D3 ne obvladujemo, si ne pomagamo dovolj. Imamo pa tu direktno priložnost, ne. Pa dobrodošlo je tudi to, vitamin D3 sploh ni drag. To je eden najdražjih, eden najcenejših vitaminov je vitamin D. Recimo, mi imamo pakiranje od Pharma Nord, naprimer 40 kapsul, ne, stane, to je se pravi za 40 dni, a ne, maloprodajna cena je tam nekje okrog 6 evrov, ne. To je dostopna zadeva, samo treba je iti v to, treba se je tega posluževati, ne. To nekje zdaj pač govorimo o jemanju, ki je masovno, ki se ga svetuje, da se to redno jemlje, redno in trajno, seveda, redno in trajno in potem pač vidimo, da je cenovno res dostopen, a ne. Zdaj pa mogoče bi se aktualizirala, ne, pa povedali, da je tudi v razmerah koronavirusa, a ne, pa to smo tudi na začetku rekli, a ne, torej pomoč z vitaminom D3
res dobrodošla. In veste, poznam razmere od zunaj kar že precej časa. Jaz sem bil prvič na enem takem strokovnem srečanju za vitamin D3, prav specialno, že pred 10 leti v San Diegu, in tam so res temeljito te stvari se raziskale, so ugotovili, zakaj gre in kako si ljudje lahko pomagajo, in moram reči, da se vitamina D3 vendarle več jemlje. In to bi bilo prav, da to recimo zdaj, kar se nam je zgodilo v zadnjih 2 tednih, ko je v Sloveniji naglo poskočilo jemanje vitamina D3, da se pol to nadaljuje v Sloveniji, veste. In imamo prav dobesedno članke, zdaj, ga bo režija pokazala, se bo pokazala, torej med 4-5 vodilnimi znanstveniki v svetu, ki se ukvarja z vitaminom D, 3, je profesor Grant, jaz upam, da bo režija pokazala njegovo fotografijo, No, prispeval je članek, ki je zelo aktualen in mislim, dobesedno pisan na kožo, temu, kar zdaj doživljamo, in torej za svojo skupino je osvetljiv, kako dodajanje vitamina D zmanjša tveganje zaradi gripe. To je tudi dobrodošlo, ker mi smo tudi gripo skozi dali, smo omenili prej, in torej zmanjša tveganje zaradi koronavirusa, infekcij in smrti. Bova tukaj nadaljevala čez nekaj trenutkov, sprejmiva telefonski klic. Dober večer komu. Ja. Dober večer, Anja pri telefonu. Povejte. Dober večer. Rada bi vprašala, zakaj sploh dodajati vitamin D, če smo sicer dovolj na soncu. Hvala lepa. Hvala lepa, lep večer. Nekaj sva sicer v začetnem delu oddaje že povedala na to temo, ne? Izkazalo se je, da ga z izpostavljanjem soncu ne dobimo dovolj, in da je v smislu trajne potrebe po vitaminu D3, pač to premalo. Sploh pa zdajle, ker vam bom povedal, kakšne enote so primerne, kakšne doze so primerne v sedanjih razmerah v tem članku od profesorja Granta, se bo videlo pač, da je rešitev, in to tudi se tukaj zaključuje, je rešitev, da se poslužujemo in prehrane in sonca, ampak da pa torej jemljemo tudi prehranska dopolnila. Sicer pa, veste, tisto, kar je tisti temeljna osnova, zato kar trdim, je merjenje, koliko imamo vitamina D3 v krvi. To so pač naredili v študijah in ugotovili to, kar vam zdaj pripovedujemo. Tudi v Sloveniji lahko merimo vitamin D3 v krvi, tudi to, mislim, zdaj ni problem. Obstajajo tudi privatni laboratoriji, ker se to lahko naredi, pa mogoče tudi na samoplačniški osnovi tudi ta drugi laboratoriji. Zdaj, kakor jaz vem, je cena okrog 20-25 evrov, kar ni tako poceni, ampak ta možnost obstaja. No in zato s to meritvijo se potem ugotovi, da z hrano in ko se izpostavljamo soncu v smislu trajne, tiste potrebne koncentracije, ki jo rabimo, vitamina D3, da je primerno in dobrodošlo, da se poslužujemo tudi dodatkov oziroma prehranskih dopolnila. To je tak odgovor, ki je objektiviziran z študijami.
Ostala sva pa pri članku, strokovnjakov iz San Francisca, ki trdijo, da vitamin D3 oziroma njegovo dodajanje zmanjša tveganje okužbe in smrti pri gripi in koronavirusu COVID-19. S čim to utemeljujejo? Utemeljujejo z svojimi študijami, z svojimi referencami. Jaz sem rekel prej, da so stvari izjemno raziskane. Recimo v tem članku imate prek 240 citatov, prek 240 referenc. To je eno ogromno število, ampak vse vam pravimo, tu je eno celo, jaz bom rekel, nacionalno gibanje v posameznih državah, kjer se to grejo in kjer jemljajo primerne odmerke vitamina D3. Primerne odmerke. In so razvili doktrino, da ko je nekdo v situaciji, ko je pri njem okužba, naprimer, ali zaradi gripe, ali zaradi COVID-19, zdaj ta članek je izšel pred enim tednom, danes smo 9. tukaj je datum 2. aprila, in so imeli priložnost to raziskovati 2-3 mesece nazaj in torej imajo tudi, mislim, kot sem že omenil prej, točno algoritme, to se pravi, koliko je treba jemati tega vitamina D3, koliko enot. Zdaj recimo to, kar se je recimo doslej svetovalo, recimo 3-4 leta nazaj, 400-800 enot, 400 do 800 enot, to naj bi bilo dovolj. Jaz se spomnim potem enega seminarja za osnovno zdravstveno dejavnost, je bil v Kranjski Gori, ki so se zbrali zdravniki splošne medicine in je profesor Pfeifferjeva z Univerzitetnega kliničnega centra rekla, premalo, treba je to podvojiti, potrojiti. Zdaj pa v teh razmerah, pa v tem članku gredo stvari še naprej. Tukaj recimo svetujejo, ko je torej infekcija zaradi gripe oziroma zaradi COVID-19, kaj predlagajo glede vitamina D3? Predlagajo to, da en teden se vsak dan jemlje, zdaj pa poslušajte, 10,000 enot. Če smo prej rekli 400-800, pa to podvojiti, zdaj predlagajo 10,000 enot in potem naprej vzdrževanje po 5,000, se pravi en teden 10,000 enot, potem naprej pa po 5,000 enot. Se pravi, da so to visoki odmerki. In to zdaj v Sloveniji tudi postaja bolj in bolj znano. Jaz mislim, da ta članek, da ga je marsikdo prebral, ne samo jaz, in tudi imamo tudi takšne preparate, recimo tudi proizvajalci se temu pridružujejo. Mi imamo zdaj od Pharma Nord izdelke vitamina D3, ki imajo 1520 enot, tukaj se lahko mogoče, če bo režija pokazala, imamo te izdelke, to je recimo biovitamin D3 1520 enot, pa potem tudi 3000 enot, se pravi, da je v eni kapsuli 3000 enot. No in kot rečeno, zdaj treba si je okrepiti imunski sistem. Večina med nami, kot rečeno, ima vitamina D3 premalo. Statistika pravi, da 7 od 10 ima premalo vitamina D3, bolj ko grejo leta, bolj je to izrazito, nekaterim pade celo pod tiste kritične meje, ki smo videli na grafu, pod 20 enot, se pravi pod 20 nanogramov vitamina D3 na mililiter krvi, in tam je pa treba začeti s temi visokimi odmerki, da se čim prej pride na visoke ravni, da se izogneš temu rizičnemu polju, ker je imunski sistem zelo nizek, ker je rakotvornost velika, ker je rakov veliko,
In seveda potem tudi sama smrtnost, a ne, a veste, tudi smrtnost, ne, tle dobesedno piše v naslovu, a ne, reducirati infekcije in smrti, a ne, se pravi, ko se vitamin D3 dviga, a ne, smrtnost pada, ne, definitivno, mislim, tudi take članke imamo, ne, tudi sem prinesel en članek, sem ga pač kdo išče, ta najde, a ne, tudi taki recimo članki so, ampak članki je recimo spet napisan v krogih, ki so verodostojni. Če je to univerza v Veroni v Italiji, ok, zdaj v Italiji imajo probleme, ampak ok, njihovi znanstveniki so glede imunskega sistema pa vitamina D3 marsikaj ugotovili, to so napisali skupaj z nacionalnim svetom za zdravstvo na Norveškem, ne, to se pravi en tak mednarodni članek, in so dobesedno napisala, ne, da je torej vitamin D v povezavi z imunskim sistemom, da je to v angleščini se reče pro-survival molecule, ne, to bi pa mi prevedli, da je to preživetvena molekula. To se pravi molekula, ki ti omogoči preživetje. Ne? In zdaj vidimo, a ne, o kakšni stvari se pogovarjamo. Ne? In mislim, da je aktualno točno za sedanji čas, ki ga prestajamo, ki ga živimo. Ne? Se pravi, vitamin D3, ampak malo višje odmerke, visoke doze jemati, a ne? Visoke doze in potem to vzdrževati. Pa če se le da, a ne, nekako tudi si zmeriti, koliko imamo vitamina D3 v krvi. Možno je. Bi bilo pa morda dobro, da poveva tudi, da gre za prehransko dopolnilo, izdelek, ki ga danes predstavljava, in morda tudi ni odveč ponoviti, kaj to pomeni. Ves čas gre za torej, status je prehransko dopolnilo. Uradno, tudi tisto, kar smo rekli, da je bilo objavljeno v strokovnem uradnem listu, pa da je bilo objavljeno v tistem ta zaresnem, ta pravnem uradnem listu Evropske unije, ne, mislim, zdravstvene trditve. Ves čas je vitamin D v vlogi prehranskega dopolnila, ne, da je to prehransko dopolnilo. Ne, to se pravi, da nam oplemeniti hrano. In ne izključuje redne zdrave prehrane. Ne? Seveda ne, samo dopolnjuje. In še to bi še enkrat ponovil, ne, vsa literatura, mislim, kar sem jo prebral, pa kot rečeno, malo bolj poglobljeno, to spremljam že 10 let, ne, že 10 let, mogoče še malo več, ne. Ves čas je govora o tem, ne, da se priporoča pestra, uravnotežena prehrana, kjer je malo več, recimo vitamina D3, ne, recimo jajca, recimo mlečni izdelki, pa recimo ribe in tako naprej, ampak brez, pa tudi sonce, no to ves čas, ne, mislim, pejte na sonce, malo se izpostavljate soncu, doživite, ustvarite si sončne kopeli, ne, ampak to vse skupaj ne, potem ne brez prehranskih dopolnil ne gre, no, dejansko pač ne gre, a ne, tako da so trditve, da je recimo za sončno energijo dovolj, kot je tudi recimo gledalka vprašala, ampak jaz moram reči, da prevladuje v strokovni literaturi, pa sploh v svetu, a ne, da je tako, kot zdaj pripovedujemo, ne, da je res, tako rekoč bom rekel, zlato pravilo, da si pomagamo z kvalitetnimi prehranskimi dopolnili in k sreč lahko to vse skupaj tudi kontroliramo. Ne. Če nekdo misli, da mu lahko sonce pomaga, naj si gre zmeriti, koliko ima vitamina D3 v krvi in bo videl. Ne. Se pa točno ve, kje naj bi pač imel, a ne koliko naj bi imel, oziroma koliko ga pa zdajle prevladujoče imamo. Imamo ga daleč premalo. Ne. Morda še tole, zagotovo bo kakšnemu gledalcu prišlo prav, kje dobi več informacij, kje lahko kupi izdelek? Aha, torej Mic Mengeš, a ne, mi zastopamo Pharma Nord, ta kolekcija 4
oblik oziroma 4 količin odmerkov vitamina D3 se dobi zdaj v bolje založenih specializiranih trgovinah, tudi v lekarnah ga čedalje bolj poznajo. Mi pa lahko to tudi direktno, a ne direktno, pa mogoče v današnjih časih, da je to zelo zanimivo, ne, ko se izogibljamo kontaktu, ne, ko je pač ena posebna procedura, zdaj iti nekam, a ne pa čakati, pa biti na tej razdalji, ki jo sprejemamo in tako naprej, ampak lahko se naroči recimo na naš telefon po elektronski pošti in potem mi to tehnično uredimo, da pač pride k tistemu, ki to želi. Dajva prostor še nekomu v našem studiu. Dober večer, komu? Dobro večer, želim Stane v telefonu. Dober večer. Poslušam vašo oddajo, zanimiva, vsekakor pa me nekaj zanima. Prosim. Bom rekel, da jaz jemljem redno vitamin C. Ja. Pa me zanima, kako je to, a so kakšne posledice ali pa kakšni drugi indici, če to kombiniram Ni. z vitaminom D. Ne. Celo je sinergija tukaj, a veste. Tudi vitamin C je dobrodošel na vsak način, a ne. Samo žal ni edini, a veste. Žal ni edini, a ne. Žal ni edini. Tako da, mislim, torej, zadeve so kompleksne, so sestavljene, a ne, a veste. Je pa najbolj idealno, ko je vseh te sestavin ravno prav, a ne. Tako da vaš vitamin C je dobrodošel. Absolutno podpiram, a ne. Ampak brez vitamina D3, pa kot zdaj ves večer tle prikazujemo, žal ne gre, no, žal ne gre. Če ga je premalo, se problematizira. Verjamem, zato sem tudi vprašal, da vem za naprej. Tako. Hvala lepa. Za odgovor, lahko noč. Lahko noč. Kaj reči ob koncu? Kako se bomo lotili krepitve svojega imunskega sistema? Ja, čim bolj celovito, pa vztrajno, pa redno, a veste, ne? In to je to, ne? In zdaj jaz računam tudi, da to recimo, kar se zdaj zgodilo zaradi koronavirusa, ko je cela Slovenija začela bistveno več imati vitamina D3, res, to lahko pohvalno povem, bistveno več ga je začela imati, ampak jaz računam, da bomo to nadaljevali, tako kot drugi, ne? Ker recimo sem omenil pač, da sem bil zunaj na enem nacionalnem srečanju za vitamin D3, a ne, in vam povem, da to že desetletje z nezmanjšano intenziteto živi v zadovoljstvo vseh, ker če recimo dosežejo to, ne, da torej z več vitamina D3 pri ljudeh zmanjšajo rakotvornost, pomislite, za 71%. A vi veste, o čem govorimo? Pa to je neverjetno. Ampak to se dogaja v naši soseščini in zdaj smo imeli krizno situacijo, ki je, evo, ta val tudi k nam zdaj pljusknil. In jaz si samo želim, da to visoko raven jemanja vitamina D3, evo, še enkrat se ponavljam, da to obdržimo naprej. Ampak še enkrat ponavljam, višji odmerki, ne, pa kvalitetno naj bo, kvalitetni. Recimo, če je vitamin D3, če so to kapljice, jaz nimam proti nobenemu nič, ampak to je tehnološko staro 50 in več let. In to je usrhljivost bistveno slabša. Ne? Bistveno slabša. Vitamin D3 je maščobotopen, a ne? No in na tak način mora tudi priti v telo in je potem visoko usrhljiv in visoko učinkovita, ne? Tako da, to je to. Doktor Krstič, tudi nocoj mi je bilo veselje. Hvala za vse vaše nasvete. Hvala tudi vam, pa tudi gledalcem. Hvala lepa in hvala lepa tudi vam, če ste bili v najini družbi. Želimo vam miren teden in predvsem ostanite zdravi.